Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Vam kar predajam besedo in vas vabim k predstavitvi. Okay, lep pozdrav z moje strani. Zdaj predavanje oziroma nastop gospoda Časa je pravzaprav zelo lep izziv za Petrol, za odgovoriti na vprašanje, kako bo Petrol sodeloval, kako bo Petrol odgovarjal kot ponudnik energentov in storitev na drugi strani. Zdaj namen te moje predstavitve seveda podati neke najpomembnejše poudarke z naše vizije, kot neke dolgoročne, recimo 10-letne, 15-letne vizije na dogajanje v prihodnosti na eni strani in pa seveda neke strategije nekega ožjega 5-letnega obdobja. Pri tem seveda upoštevamo nek lastni potencial, zgodovino, v katere Petrol pravzaprav del energetskega, je že 75 let del tega energetskega okolja, potem seveda okolje v nekem širšem kontekstu, predvsem na trgih regije in pa v okviru Evropske unije in pa seveda na nekih lastnih poudarkih razvoja, ki jih želimo vpeljati v Petrolu. Zdaj, Petrol je ponudnik energentov, energije in storitev tako doma, na poti, kot tudi gospodarskim družbam. Petrol ima tukaj, igra zelo močno vlogo tako v Sloveniji kot v širši regiji, je največji trgovec z energenti. V zadnjem času, v zadnjih 10-15 letih pa sami prodaji oziroma sami ponudbi energentov ponuja tudi kopico storitev, ki jih bom kasneje tudi predstavil. Zdaj, danes smo priča nekega pospešene energetske tranzicije, ki ni posledica samo covida, seveda veliko tem se navezuje v trenutnem času ali pa v sedanjem času na covid kot nek pospeševalnik digitalizacije razvoja, ampak energetsko tranzicijo moramo razumeti tudi v nekem širšem kontekstu. Pravzaprav smo zadnjih 10-15 let priča neki tranziciji iz, če temu rečem, umazanih energentov proti čistim, zelenim argumentom. Tako da že danes pravzaprav smo priča temu, da potrošniki, porabniki energentov uporabljajo že celo pahljačo, se pravi, če postavimo na eni strani premog, na drugi strani vodik, tako kot je predstavil gospod Čas kot nek energent prihodnosti, tako ga vidi tudi Petrol. Zdaj, zadnjič kolega z inštituta Jožefa Štefana rekel, da z področja umetne inteligence, da ponavadi, da velja rek, da kriznih razmerij ne gre zamuditi, za izkoristiti za nove priložnosti, za nov razvoj, tako da pravzaprav to neko krizno, kritično situacijo v tem trenutku, ki se seveda odraža tudi na poslovanju Petrola, vidimo tudi kot priložnost za razvoj, za korak naprej. Zdaj, splošno zeleno okolje znotraj Evropske unije, jaz tukaj ne bi izgubljal preveč besed ali pa časa, mislim, da je jasno. Cilji Evropske unije na politični ravni, vse bolj tudi na praktični ravni, preko subvencij, preko virov, ki so na voljo, predvsem gospodarskim subjektom, je tak, da Evropa si želi neke razogličene družbe v prihodnje, želi si prehoda na zelene energente, se pravi, želimo si čim manj obremenjevati okolje, hkrati pa seveda ohraniti konkurenčnost gospodarstva, kar je tak velik izziv. Temu so namenjena, jaz bi temu rekel, ogromna sredstva, ki podpirajo proces in to za nas vse pomeni, vse predstavlja zelo lepo priložnost prilagoditve, torej prehodu iz tradicionalnih energentov na recimo energente bodočnosti. Znotraj Evropske unije obstaja kopico dokumentov, ki govorijo o tem strategiji, ki govorijo o tem, da kakšni so cilji v posameznih letih. Tako kot sem že prej omenil, Evropska unija namenja ogromno sredstev za razvoj na strani porabnikov, ker to je ključni izziv, se pravi, tudi Petrolu poslovno filozofijo na nek način diktirajo kupci, porabniki energentov, ker sam Petrol seveda ni v vlogi, ni v moči spreminjanja porabe, lahko pa pri tem aktivno sodeluje tudi v prihodnje. Zdaj,
Gospod Čas je že omenil, pa se tukaj zelo lepo dopolnjujemo, tudi Petrol je del razvojnega projekta pri njih. Zdaj, ta vodik tukaj izpostavljam, mogoče res čisto pragmatičen pogled, naš pogled na bodočnost energentov je ta, da očitno se toliko sredstev investira v proizvodnjo vodika, pa na drugi strani v porabo vodika, predvsem v industriji, da preprosto iz tega lahko sklepamo, da je vodik na nek način neminovno energent prihodnosti. Se pravi, ustreza vsem opisom učinkovitosti, opisom zelenega energenta in zaenkrat predstavlja zelo konkretno, realno alternativo prihodnosti. Seveda, ko delamo na viziji, ko delamo na strategiji, to upoštevamo in ga na tej paleti energentov, kot sem prej rekel, če imamo na skrajni levi strani recimo premog, imamo na skrajni desni strani vodik. In zdaj Petrol se skozi pahljačo, skozi to paleto energentov, ki jih na trgu ponuja, vključno za storitvami, se pravi, premika tudi v smer te oblike, če rečem, energije. Zdaj, kar se tiče energentov na strani Petrola, tako kot sem rekel, mi nafto in naftne derivate vidimo kot aktualen energent še nekaj časa. Tranzicija se ne bo mogla zgoditi prehitro. Razlog je, seveda eno je, kar si želimo, čistega okolja, učinkovitosti, razvoja, rasti, po drugi strani so pa seveda tudi omejitve, ker vlaganja v obstoječe energente, v infrastrukturo, ki jih zagotavlja, tako bi rekel proizvodnjo, kot tudi na transportu, porabi, logistiki. Govorimo o enormnih sredstev, ki so bila vlagana ali pa so še vlagana, ali pa jih posamezne gospodarske družbe še vedno, bi rekel, investirajo v ta del, pravzaprav pomeni, da do nekega prav drastičnega, hitrega premika na strani energentov ne bo prišlo. Je pa ta zamenljivost oziroma transformacija dejstvo na drugi strani. Zdaj, osnovni elementi, ki se jih mi zavedamo v procesu prestrukturiranja energetskega sistema je, če jih naštejem, gotovo bolj raznolik energetski miks v bodoče, večja izbira za končnega odjemalca, posledično vključevanje odjemalcev v proizvodnjo energentov, hramba energije, učinkovita premišljena raba energije, lokaliziran energetski trg, tako na strani proizvodnje kot tudi porabe in pa posledično večja konkurenčnost na tem trgu. Se pravi, časi monopolnih položajev velikih premogovnih ali pa naftnih družb so mimo. Sodobne tehnologije omogočajo veliko bolj diverzificirano, veliko bolj lokalizirano proizvodnjo, kot je to v primeru klasičnih energentov iz preteklosti. To so vse izzivi za nas. Zdaj, kaj je za nas pomembno? Seveda v tem prehodu iz nafte, naftnih derivatov je Petrol že zdaj močno stopil na področje proizvodnje električne energije, ki je nek realen, trenuten energent, ki je zanimiv, ki je zelen. Predvsem so to seveda proizvodnja iz obnovljivih virov, predvsem veter in sonce. Hidro že počasi nekako zgublja naboj te svoje, če rečem, zelenosti, sprejemljivosti za širšo družbo, za okolje. Tako da predvsem veter in sonce in Petrol tukaj nekako vidimo v svoji viziji, v svoji strategiji, predvsem z vidika zahtevnosti teh projektov, obsega teh projektov, predvsem bo pomembno pritegniti partnerje in pa soinvestitorje v to vrstne projekte. Se pravi, da pravzaprav nima pravega smisla takih projektov početi sam, zato ker Petrol kot nek industrijski sicer specialist lahko doda bistven del k posameznim projektom, ampak zato so potrebna velika sredstva in pa projekti so povezani seveda z določenimi tveganji, tako da mislim, da so partnerstva nekaj popolnoma samoumevnega v tem sektorju. Petrol se bo naprej širil v regijo in pa na trg Evropske unije, se pravi, Petrol je tukaj že do zdaj bistveno presegel meje Slovenije, zaradi omejitev, ki veljajo v Sloveniji in pa zaradi potencijala, ki jih ima regija, predvsem regija
In pa mogoče gre tukaj še za omeniti, da zemeljski plin, ki je pomemben faktor v portfelju petrolovih energentov, vidimo kot nek, rečemo temu, tranzicijski prehodni energent, ne, ker bistveno manj obremenjuje okolje kot nafta, naftni derivati. Infrastruktura je zgrajena v večjem delu Evrope in mislimo, da bo zemeljski plin bil nek pomemben element tudi v prihodnjem, recimo, ali pa v prihodnjih desetletjih. Zdaj, to je na strani energentov, zdaj na drugi strani so pa seveda storitve. Kaj se tukaj dogaja? Ne? Zdaj, že prej sem omenil, ne, da mislim, da je časov, ko smo imeli monopolnega ponudnika energentov, na drugi strani kupca, ki bi omejen na en ali mogoče dva energenta, da so te časi mimo, ne, da zaradi tehnološkega razvoja, se pravi, smo kot ponudnik energentov in storitev vse bolj povezani z kupcem. Gospod Čas je to lepo povedal, ne, vsi njegovi projekti so razvojni, noben ni, če rečemo, s police, ne, nobena rešitev za posamezni, če rečemo, industrijski obrat ni nekje, kjer bi tehnologijo preprosto prevzel, povsod bo povezan, vse bo povezano z nekim razvojem, tako na strani zagotavljanja energentov, kot tudi na drugi strani porabe. Tako da to mi definiramo na nek način, da porabniki energentov so vse bolj aktivni, ne? Potrebujejo vse več informacij, vse bolj so vpeti tudi v proces, če rečem, proizvodnje in pa trgovanja z energenti. Zdaj, Petrol je tukaj že, kar se tiče, kje bo fokus storitev, tukaj so tri ključna področja, na katerih smo že danes prisotni: izboljšanje energetske učinkovitosti, učinkovita raba energije in pa razvoj e-mobilnosti, mobilnosti in pa e-mobilnosti. Za izboljšanje energetske učinkovitosti klasične aktivnosti so tukaj energetske prenove stavb, prenove javnih razsvetljav, celovite energetske rešitve novogradenj. Pa posebej bi tukaj omenil, da bomo dali poseben poudarek zaradi vsega tega, kar smo povedali in kar je gospod Čas povedal pred mano, so celovite energetske rešitve v industriji. Ne? Zdaj, že Evropska komisija ima namen predvsem spodbujati konkurenčnost gospodarstva. Ne? Gospodarstvo je velik porabnik, največji porabnik energentov in ta transformacija v zeleno energijo seveda bo na nek način in priložnost in pritisk na industrijo v tem procesu. In Petrol, mi smo že prisotni v javnem sektorju, v zasebnem sektorju z svojimi rešitvami, z svojimi strokovnjaki in ta odločitev je že sprejeta, da želimo bistveno pojačati svoje vire, svoje resurse v podporo energetskim spremembam v industriji. Zdaj, razvoj tehnologij ponuja vedno nove rešitve, tako da tukaj praktično ne vidimo omejitev, ne? Ker tukaj rešitev tehnoloških, kot jih je bilo v zadnjem obdobju, pričakujemo, da jih bo samo še več, se pravi, da izbira tehnologij je bistveno večja, kot je bila pred leti. Tako da mogoče tukaj bi samo še to poudaril, no, ko razmišljamo o tej temi, da Petrol ima eno lepo priložnost delovanja v regiji, kjer se pravzaprav tehnologije selijo nekako iz vzhoda proti vzhodu, ne. Se pravi, da znotraj Evropske unije ali pa v Združenih državah Amerike in tako naprej okolja, v katerih se te nove tehnologije razvijajo, potem se pa z nekim časovnim zamikom, glede na stopnjo gospodarskega razvoja, te tehnologije počasi selijo najprej znotraj EU-ja, potem pa seveda proti za nas zanimivi regiji. Tako da tukaj mislimo, da bo kar lep in priložnost in izziv našega aktivnega sodelovanja na tem področju. Zdaj, učinkovita raba energije, ne, mi se seveda rabi energije ne bomo mogli izogniti, ne, se pravi, energente bomo potrebovali, kar pa veliko lahko naredimo, je pa na njihovi učinkoviti porabi. Ne. Tukaj jaz mislim, da bo digitalizacija, avtomatizacija, se pravi vse te možnosti, ki nam jih tehnologija ponuja že danes, bomo še bolj učinkovito lahko porabljali, še manj izgub bo ustvarjenih, predvsem v sistemih, toplotnih sistemih, v vodovodnih sistemih, pri drugih porabnikih energije. Tako da tukaj bo Petrol tudi v bodoče, predvsem z pozicioniranjem ali pa iskanjem pravih partnerstev, ne, tudi pri ponudnikih rešitev svojim kupcem, svojim naročnikom storitev zagotavljal vse boljše in bolj učinkovite metode dela. Zdaj, mobilnost
Petrol je v mobilnosti praktično od svojega začetka, to je pravzaprav kar Petrol počne, kar je seveda zanimiv izziv, ki se Petrolu dogaja danes, je to, da se seveda selimo iz nafte, naftnih derivatov proti elektriki, proti vodiku. Ena taka zelo tako področje, o katerem ogromno pišemo, o katerem se ogromno govori, pa pravzaprav danes še ni pravega odgovora, na kak način se bo e-mobilnost kazala v naših življenjih vnaprej. Za nas je pomembno, Petrol tukaj sebe vidi predvsem kot močnega regionalnega igralca na področju infrastrukture, se pravi, želimo biti dober ponudnik infrastrukture in pa na drugi strani storitev e-mobilnosti za naše naročnike. Eno tako zelo močno sporočilo se mi zdi, je pomembno, da bo Petrol v prihodnje veliko gradil tudi sam na sebi, ne? Se pravi, da želimo enake učinke dosegati v sami svoji lastni organizaciji. Zdaj, digitalizacija je en tak splošna beseda, splošna, bi rekel, termin. Zakaj je tukaj pomembno? Nam je predvsem pomembno vse te priložnosti, ki nam jih tehnološki napredek ponuja, uporabiti v praksi. Tak lep primer je naša platforma Tango, v kateri že danes lahko upravljamo z napravami in pa predvsem, kar se mi zdi zelo pomembno, že razvijamo napredno analitiko, se pravi, da preko podatkov, ki jih dobimo od potrošnikov, od dobaviteljev, energentov in tako naprej, optimiziramo sisteme, pa kar je predvsem tukaj se mi zdi zelo pomembno, gradimo nek most med digitalizacijo pa zaupanjem tem podatkov. No. To je ena taka tema, se mi zdi, da sama digitalizacija po sebi ne prinese nobenih rezultatov, če na drugi strani nimamo zaupanja strani porabnikov. Samo še dve temi, oziroma ena tema se nam zdi, ki je potrebno poudariti v tem trenutku, je, da nekako kupca postavljamo v središče. Ne. Kupec, to sem že povedal na začetku, ni več samo ali pa naš partner, ni več samo statičen kupec energentov, ampak je vse bolj povezan z nami, udeležen je v našem procesu tako obdelave podatkov, analitike, zbiranja podatkov, kot tudi iskanju rešitev. Ne. Mislim, da gospod Čas je prej zelo lepo povedal, ne, da še enkrat vse te tehnologije, ki jih uvaja, so zahtevne, zahtevajo globoko udeležbo partnerjev, zaposlenih, dobaviteljev tehnologij in Petrol seveda bo tukaj svoje kupce, svoje partnerje spremljal mnogo globje v procesu priprave in izvedbe tehnologij, kot je bilo to v navadi v preteklosti. In tudi tako pač za svojim kapitalom, kot za svojimi rešitvami. In kupec nekako postaja, se mi zdi, bistveno bolj, pa ne da prej ni bil pomemben, naš potrošnik, ampak sigurno z vsemi temi, zaradi vseh teh elementov, ki sem jih povedal, res postaja neka taka osrednja točka in dokler bo tako, me ni strah, da bomo znali ponujati dobre, kvalitetne rešitve. Hvala lepa, gospod Bajuk, za res pregledno in izredno zanimivo predstavitev vašega, lahko bi rekli, multi-utility koncepta. Ne? Je morda prav to, da pokrivate toliko različnih energetskih področij, od dobavitelja naftnih derivatov, električne energije, da pokrivate področje daljinske toplote, vode in da bi rekel, da različne področja pokrivate. Je to morda tista glavna prednost, kar lahko vi ponudite tudi industrijskim odjemalcem, se pravi neka zelo širok spektar storitev, ki jih pravzaprav Petrol ta hip razvija? Mislim, da ja, da ravno zaradi te raznolikosti, kot jaz mislim na ostalih področjih, da seveda obdelava informacije, analitika bo imela vse večji pomen. Ne. In zdaj, ker smo prisotni na različnih trgih, tako pri dobavi energentov, kot tudi pri porabnih, in seveda smo sposobni povezati, smo te informacije sposobni povezati na način, da to storitev čim bolj optimiziramo našim partnerjem, našim strankam, kupcem. Tako da mislim, da to je bistvena prednost. Ne. Petrol kot trgovsko podjetje ne gre v smer nekega specialista znotraj IT področja, ne, ali pa znotraj neke tehnologije, rešitve za podjetje, bo pa nek integrator, bo nek povezovalec teh tehnologij, ne, skupaj z njihovimi uporabniki. Omenili ste že, da smo v obdobju tranzicije, tudi pri tekoči govori, morda še en izziv, ki je pred nami, nacionalni energetsko-podnebni načrt, kot tudi že osnutek zakona o rabi obnovljivih virov predvideva postopni umik uporabe kurilnega olja. Že z letom 2023 naj bi se prepovedala prodaja in vgradnja teh kotlov.
Kako vidite vi to kot izziv, priložnost? Najprej bil to seveda, je bil to problem, preko izziva je rato priložnost, ne, v Petrolu že do zdaj. Mislim, da bi to tudi, Petrol je znal to oceniti že v preteklosti, te trende in ravno sodelovanje v energetskih prenovah, recimo javnih objektov, tudi prodajni portfelj gospodinstvom kaže na to, da smo mi že zelo močno vpeti v te spremembe. Ne. Se pravi, logično, vsak, ki zamenja kotel na kurilno olje, ga zamenja z drugim energentom, ne, v večini primerov električna energija, ampak tukaj je Petrol že del te zgodbe, tako da mislim, da bomo to, jaz bi rekel, samo še bolj pogumno, bolj jasno podkrepljeni seveda s temi odločitvami zakonodajalca sledili, pa predvsem izkoristili priložnost, da smo veliki igralec tudi v širšem regijskem okolju. Morda samo še kratko vprašanje za konec. Kdaj pričakujete večji pospešek na trgu e-mobilnosti? Bo to že konec letošnjega leta ali prihodnje leto? Ja, zdaj bi en zanimiv podatek, ki je bil objavljen na spletnih straneh, mislim, da znotraj Evropske unije, da je bilo v Nemčiji v oktobru prodanih prvič več električnih avtomobilov kot dizel avtomobilov. Se pravi, to je bil že en tak zelo jasen znak, da se to že dogaja. Mislim pa, da je to, da predvsem, ko o teh temah razmišljamo, bomo mogli ločiti, če vedno neko tradicionalno ruralno okolje, kot nek skrajen primer, pa neko veliko urbano središče, kjer se bo te spremembe dogajale hitreje. Tako da nek miks tega se praktično že dogaja. Mislimo pa, da v naslednjih, recimo tam do leta 2030, bo slika voznega parka bistveno drugačna. In tudi Petrol bo tukaj imel svojo vlogo še naprej izredno pomembno. Hvala lepa še enkrat za vaš obisk in za vašo predstavitev. Mislim, da ste res prispevali en pomemben pogled, kako se bi rekel, tudi energetska podjetja prilagajate na novim razmeram s ponudbo novih storitev, ne samo prodaja kilovatnih ur, ampak vedno več bo teh storitev in to mislim, da potrebuje tudi industrija. Hvala lepa še enkrat.